Vem, da veš, da obstajajo nevihte, ki lahko trajajo več dni. Obstajajo tudi potresi, ki lahko porušijo celo mesto. Toda za tiste, ki ne vedo, obstaja ena nesreča, ki lahko povzroči ogromno škodo v samo nekaj minutah. To je tornado. Na prvi pogled je videti kot vrteči se steber zraka. Toda ko se okrepi, lahko izruva velika drevesa, odnese avtomobile in uniči hiše. Večina tornadov ni prav zelo velikih. Veliko jih je hitrih, hitre izginejo in prečkajo le ozko območje. Toda 31. maja 2013 se je blizu mesta El Reno v Oklahomi, ZDA, oblikoval nenavaden tornado. Wow, pravkar mi je tornado zadel avto. O moj bog, to je pošast. Ta pošast je tornado El Reno. Tornado! Ogromen je, hiter in nepredvidljiv. Do danes je to še vedno najširši tornado, ki je bil zabeležen v sodobni zgodovini. Po podatkih ameriške nacionalne meteorološke službe je bil širok več kot 4 km in se je v manj kot minuti iz tanke trombe razširil v orjaški tornado. Hitro se je razširil in postal ogromen vrteč sezid vetra in dežja. Zaradi tega je imelo veliko lovcev na nevihte težave pri določanju pravega središča tornada. Nekateri so mislili, so še vedno na varnem mestu. V resnici pa so bili že znotraj njegovega izjemno širokega kroženja. Še en razlog, zakaj je bil tornado v El Renu tako poseben, je bila njegova moč vetra. Z uporabo mobilnega Dopplerjevega radarja so meteorologi zabeležili sunke vetra, ki so v nekaterih delih tornada dosegli skoraj 500 km/h. To je ena najvišjih hitrosti vetra, ki so jih kdaj zabeležili v tornadu. Toda skupaj s pomembnimi informacijami, ki so jih znanstveniki pridobili tukaj, je to še vedno velika tragedija. Trije znani lovci na nevihte so umrli, medtem ko so skušali preučiti nenavaden tornado. Njihov cilj je bil razumeti, kako nastanejo tako močni tornadi, da bi izboljšali opozorilne sisteme in rešili več življenj v prihodnosti. Toda zakaj se je vse to zgodilo prav v Oklahomi? Država Oklahoma je namreč del območja imenovanega Tornado Alley. To je regija v osrednjem delu Amerike, kjer se pogosto srečujejo različne zračne mase. Z juga prihaja topel in vlažen zrak iz Mehiškega zaliva, iz severa pa prihaja hladen in suh zrak iz Kanade. Medtem pa z zahoda prihaja suh zrak iz puščav in gorovi. Ko se ti vetrovi združijo, postane ozračje zelo nestabilno. Kot velik stroj, ki postopoma kopiči energijo. In zdaj, ko to že veš, naj samo dodam, zakaj je situacija postala še bolj nevarna. Ker manj kot 2 tedna pred tornadom El Reno je zelo močan tornado EF5 prav tako prizadel mesto Moore v Oklahomi. Zato so bili tistega dne meteorologi še bolj pozorni, saj so vedeli, da se lahko ponovno oblikuje še ena uničujoča nevihta. Zdaj, ko se Zemlja segreva zaradi sonca, se segreva tudi zrak nad njo. Ko je zrak toplejši, je lažji, zato se hitro dviga v ozračje. Ko je v toplem zraku shranjene veliko energije, je večja verjetnost, da se bodo razvile zelo močne nevihte. Meteorologi to energijo imenujejo CAPE ali konvektivno razpoložljiva potencialna energija. Preprosto povedano, to je merilo, kako močna je sila, ki potiska topel zrak navzgor. Na dan tornada v El Renu je bila vrednost CAPE v Oklahomi zelo visoka. To pomeni, da je bilo na voljo ogromno energije, ki je samo čakala, da se sprosti. Hkrati se je s severozahoda spuščala hladna fronta, iz zahoda pa je prihajala suha meja. Ko so se ti sistemi srečali, so hitro potisnili tople in vlažne zračne mase navzgor. Toda to še ni bilo dovolj za nastanek tornada. Najpomembnejša sestavina je tako imenovani vetrovno striženje. To je sprememba hitrosti in smeri vetra z višanjem v atmosferi. Ko močan vzgonski tok naleti na vrteče se zračne tokove na različnih višinah, začne celotna nevihta krožiti. Tukaj nastane tako imenovana supercelica. Supercelica je najbolj nevarna vrsta nevihte, saj ima zelo velik vrteči se del imenovan mezociklon. To deluje kot motor nevihte. Medtem ko se še naprej vrti in vsrkava topel zrak od spodaj, postaja še močnejša. In ko se vrteči, se zrak popolnoma spusti iz oblaka do tal, takrat nastane tornado. In popoldne 31. maja 2013 so se vse te sestavine združile na enem mestu. In samo nekaj minutah se je rodil eden največjih in najnevarnejših tornadov, kar jih je videl sodobni svet. Ampak počakaj malo, naj za trenutek prekinem.
Preden nadaljujemo z razpravo, bi vas prosil za en všeček in če lahko, se tudi naročite na kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Hvala vam in zdaj vrnimo se nazaj. Ko se je večer 31. maja 2023 bližal, se je situacija v Oklahomi še bolj zaostrovala. Na radarju je bilo jasno, da se oblikuje ogromna supercelica. Toda po mnenju meteorologov to ni bila navadna nevihta. To je tako imenovana HP ali supercelica z veliko padavinami. Pri tej vrsti nevihte kroži ogromno dežja in toče skupaj z močnim vetrom. Zaradi tega debel sloj dežja prekrije sam tornado. Z drugimi besedami, morda si že zelo blizu tornada, pa ga sploh ne vidiš. To je eden od razlogov, zakaj je HP supercelica tako nevarna. Za razliko od običajnega tornada, kjer je lijak jasno viden, tukaj ni tako. Tornado v takšni nevihti je skoraj skrit za dežjem in gostimi oblaki. Obstaja še en dogodek, ki je situacijo še poslabšal. V zgornjem delu atmosfere je tanka plast toplega zraka, imenovana pokrov. Predstavljajte si to kot pokrov na vreli posodi. Dokler je pokrov zaprt, se toplota in pritisk nabirata v notranjosti. Enako se je zgodilo v Oklahomi. Topel in vlažen zrak se še naprej kopiči pod pokrovom, toda ne more se takoj dvigniti, ker ga ovira še toplejši zrak zgoraj. Sčasoma se nabira vedno več energije. Okoli 16:30 popoldne je pokrov dokončno popustil. V samo nekaj minutah se je nastajanje oblakov nenadoma silovito okrepilo. Po vremenskih opazovanjih je nevihta zelo hitro narasla. Njeni visoki oblaki so v zelo kratkem času dosegli skoraj 15 km višine. To pomeni, da so bili vsi pogoji pripravljeni za nastanek izjemno močnega tornada. Okoli 17:35 popoldne je prvi tornado udaril iz iste supercelice. Toda to še ni bilo najbolj nevarno. Nekaj minut kasneje, okoli 18. ure, se je na jugozahodu El Rena začelo oblikovati še večje kroženje zraka. Sprva ni bilo videti nič posebnega. Bil je le majhen vrtinec prahu pod temnim oblakom. Če bi ga gledali oddaleč, bi mislili, da je to le običajen tornado, kakršne pogosto vidimo v aleji tornadov. Toda obstaja nekaj, česar oko ne vidi. Medtem ko je tornado še majhen na tlemi, se v njegovi notranjosti dogaja nekaj nenavadnega. Po raziskavi doktorice Jane Hauser in doktorja Howarda Bluesteina, ki sta tisti dan uporabila hitro mobilno raziskovalno radarsko napravo, so njuni podatki pokazali nekaj drugačnega v primerjavi z dolgoletnim prepričanjem meteorologov. Dolga leta je bilo splošno prepričanje, da se vrtenje tornada začne v zgornjem delu oblaka, preden se postopoma spušča proti tlom. Vendar pa se je v El Renu zdelo, da se dogaja nasprotno. Na podlagi njihovih radarskih podatkov je bilo vrtenje bližje tlom že močnejše, medtem ko vrtenje v višjih delih oblaka še ni bilo tako organizirano. To nakazuje, da se je najmočnejše vrtenje morda začelo spodaj, preden se je popolnoma povezalo z vrtečim se delom nevihte zgoraj. To odkritje je pomembno. Če je ta proces resničen pri nekaterih tornadih, to pomeni, da je lahko nevaren vrteč se veter že prisoten pri tleh, tudi če na nebu še ni jasno vidnega lijakastega oblaka. In če bi čakali, da se pojavi velik lijak, preden izdamo opozorilo, je lahko že prepozno za vse. Medtem ko znanstveniki še vedno preučujejo nenavadno vedenje tega neurja, se tornado še naprej povečuje. V samo nekaj minutah to ni več spominjalo na običajen ozek tornado. Postopoma se je spremenil v izjemno širok vrteč se zid vetra. Temu pravimo klinasti tornado. Klinasti tornado je tornado, ki je širši od višine vidnega lijaka. Toda v El Renu lijaka skorajda ni bilo mogoče videti. Zaradi izjemne širine vrtečih se oblakov in dežja je vse skupaj izgledalo kot temen zid, ki se počasi premika naprej. Za ljudi na vzhodnem delu nevihte to ni izgledalo kot tornado. Videti je bilo le kot zelo temen oblak, ki se približuje. In to je razlog, zakaj ga je bilo tako težko prepoznati. Ko se je še naprej večal, je radar potrdil, da je premer njegovega vrtečega se vetra dosegel približno 4,2 km. Po podatkih Nacionalne meteorološke službe je to najširši tornado, ki je bil uradno zabeležen v sodobni zgodovini. Presegel je prejšnji rekord, ki ga je postavil Hallam, Nebraska, leta 2004. Na tej točki je bilo jasno, da to ni več navaden tornado. To je izjemen pojav, ki ga strokovnjaki še vedno preučujejo do danes. Da bi bolje razumeli, kako nastajajo najmočnejši tornadi na svetu, toda tu se posebnosti tornada El Reno še ne končajo. Njegova izjemna velikost je le del zgodbe.
Še bolj strašljivo pa je, kaj se dogaja znotraj samega tornada. Pri običajnem tornadu obstaja en sam glavni vrteči se steber zraka. Toda po radarskih opazovanjih Nacionalne meteorološke službe in raziskovalnih ekip, ki preučujejo to nevihto, je El Reno postal večvrtinčni tornado. To pomeni, da so znotraj ogromnega tornada še manjši tornadi, ki krožijo okoli glavnega središča. Podobno je kot velik vrteči se krog, z manjšimi, ki se vrtijo znotraj njega. In prav ti manjši običajno prinašajo najmočnejše vetrove. To je lažje razumeti, če si predstavljaš umetnostnega drsalca. Ko ima roke razprte, se ne vrti tako hitro, ampak ko približa roke telesu, se nenadoma začne vrteti veliko hitreje. Skoraj enako se dogaja znotraj tornada. Ko se majhni vrtinčasti vetrovi še bolj zožijo, postanejo še hitrejši. Zaradi tega so nekateri deli tornada bolj nevarni kot drugi. Tistega dne sta dva mobilna Doppler radarja nenehno sledila in merila tornado v El Renu. Eden od teh je Arvin Polo TV, drugi pa je Doppler on Wheels, znan tudi kot DOV. Ti radarji zbirajo podatke hitreje kot običajni vremenski radar. Zato so lahko jasneje videli, kaj se v resnici dogaja znotraj nevihte. Na podlagi njihovih meritev so nekateri deli tornada imeli veter, ki je dosegel skoraj 500 km/h. To pomeni, da El Reno ni bil le eden največjih zabeleženih tornadov. Bil je tudi eden tistih z najmočnejšimi vetrovi, izmerjenimi z moderno opremo. Ampak obstaja še en razlog, zakaj je bil ta tornado tako nevaren. Niso se vrteli le majhni vrtinci znotraj glavnega tornada. Medtem ko se je celoten tornado premikal proti vzhodu, so imeli majhni vrtinci znotraj njega svojo lastno smer in hitrost. Včasih so nenadoma zelo hitro izleteli iz glavnega tornada, preden so se spet vrnili van. Zaradi tega je skoraj nemogoče natančno napovedati njihovo gibanje. To je kot da bi imeli več vrtincev, ki se istočasno vrtijo znotraj enega večjega vrtinca. Tudi izkušeni lovci na nevihte so težko ocenili, kje je varno prečkati. Morda misliš, da si varen, ker slediš gibanju glavnega tornada. Vendar se lahko v samo nekaj sekundah pojavi manjši vrtinec, ki nenadoma spremeni smer in se hitro približa tvoji lokaciji. To je eden od razlogov, zakaj je tornado v El Renu postal tako nevaren za ljudi, ki so ga spremljali. In tu se nenavadni dogodki še ne končajo. Medtem ko se glavni tornado še naprej premika, se na njegovem vzhodnem delu oblikuje še en ločen tornado. Temu pravimo satelitski tornado. To ni del majhnih vrtincev znotraj glavnega tornada. To je popolnoma ločen tornado, ki se premika skupaj z večjim tornadom. Še bolj nenavadno je, da se ta vrti v nasprotni smeri. Večina tornadov na severni polobli se vrti v nasprotni smeri urinega kazalca. Toda po mnenju meteorologov se ta satelitski tornado vrti v smeri urinega kazalca. To je zelo redek pojav. Običajno so takšne vrste tornadov šibke in hitro izginejo. Toda v El Renu je bil satelitski tornado prav tako močan in trajal je približno 15 minut, medtem ko je skupaj s tornadom prečkal Oklahomo. Na eni strani je bil tam zelo širok glavni tornado, na drugi strani pa je bil še en vrteči se satelitski tornado. Hkrati sta se premikala, medtem ko so se smer in hitrost vetra v okolici nenehno spreminjali. Za kogarkoli, ki se je znašel na njuni poti, je bilo skoraj nemogoče napovedati, od kod bo prišla naslednja nevarnost. In medtem ko sta oba tornada postajala močnejša, so se lovci na nevihte, ki so že več ur spremljali to nenavadno nevihto, začeli znajti na njuni poti. Medtem ko je večina ljudi hitela stran od tornada v El Renu, je bila ena skupina, ki je namerno sledila njegovi poti. Vendar ne iščejo vznemirljivih izkušenj. Njihov prvi cilj ni le posneti dober video. Imajo pomembnejše poslanstvo. Vodja te skupine je Tim Samaras, eden najbolj spoštovanih raziskovalcev neviht v Ameriki. Tim ni zgolj lovec na nevihte, je inženir, izumitelj in znanstvenik, ki že vrsto let preučuje, kako nastajajo tornadi. Njegov cilj ni loviti nevihte, temveč jih razumeti, da bi lahko zgradili varnejše stavbe in izboljšali opozorila pred tornadi v prihodnosti. Vrsto let je Tim razvijal posebno opremo, ki jo je poimenoval Turtle Probe. To je težak in trpežen instrument, ki ga postavijo neposredno na pot tornada. Ko tornado preide čez napravo, ta izmeri zračni tlak, hitrost vetra in druge podatke, ki jih običajni vremenski radar ne more zaznati. Ti podatki so zelo pomembni, saj večina radarjev spremlja višje dele nevihte.
Toda Turtle Probe neposredno meri, kaj se dogaja na tleh, kjer je vpliv tornada najmočnejši. Pred El Reno je tim že večkrat uspešno uporabil svojo opremo pri različnih močnih tornadih. Zaradi tega je postal znan kot eden najbolj previdnih in najboljših raziskovalcev neviht v Ameriki. Ni znan po nepremišljenem približevanju nevihtam. Vsako svojo potezo skrbno preuči. Pregleduje radar, smer vetra, gibanje nevihte in različne vremenske modele, preden se odloči, kje bo postavil svojo ekipo. 31. maja 2013 je vodil raziskovalno skupino Twistex ali taktično skupino za instrumentalno vzorčenje v eksperimentu s tornadi. V vozidu sta bila z njim njegov 24-letni sin Paul Samaras in izkušeni meteorolog Carl Young. Pravzaprav El Reno tisti dan sploh ni bil njihov prvotni cilj. Njihov prvotni načrt je bil preučevati nenavadne vrste strel, ki nastajajo v visokih nevihtnih oblakih. Toda ko je popoldne minevalo, so opazili, da se supercelica v bližini El Rena hitro krepi. Na podlagi radarja in atmosferskih pogojev so ugotovili, da obstaja velika verjetnost, da nastane zelo močan tornado. Zaradi tega so se odločili spremeniti svoj načrt. Njihov cilj je bil postaviti eno od svojih sond na pot tornada, da bi pridobili podatke, ki še nikoli prej niso bili zabeleženi. Upali so, da bodo te informacije pomagale inženirjem graditi močnejše hiše in tudi meteorologom hitreje opozarjati javnost. Ko so se približevali tornadu, je bil pred njimi še en lovec na nevihte. Dan Robinson se je prav tako vozil po isti cesti, medtem ko je spremljal gibanje nevihte. Povsem sodeč so bili še vedno na varni razdalji, toda niso vedeli, da se je tornado hitro spreminjal. Ko je postajal večji, se ni širilo le njegovo središče. Tudi njegovi vrtinčasti vetrovi na skrajnem robu so se hitro oddaljevali od središča. Še težje je bilo videti njegovo pravo velikost. Ker je bil prekrit, je bilo še težje videti njegovo velikost. Človeškemu očesu se je zdelo, kot da je okoli le dež. Toda po radarskih podatkih je bil tisti del dežja že del izjemno širokega vrtinčastega vetra tornada. To pomeni, da so mislili, da so še vedno ob robu nevihte, v resnici pa so že počasi vstopali v njen najbolj nevaren del. Lovci na nevihte že dolgo uporabljajo tako imenovani inflow notch kot znak varne poti okoli tornada. To je del, kjer topel zrak vstopa v nevihto. Pri večini tornadov je to jasno vidno in zelo pomaga pri ocenjevanju varne razdalje. Toda v El Renu se je vse nenadoma spremenilo. Ko se je tornado še naprej širil, se je inflow notch začel zapirati. Postopoma so ga prekrili vrtinčasti dež in veter. Zaradi tega je bilo skoraj nemogoče ugotoviti, kje se tornado konča in kje se začne varno območje. Po poročisnarju incidentu je to opazil tudi Tim Samaras. V njihovi radijski komunikaciji je povedal, da na njihovi lokaciji ni dežja, čeprav bi morali biti sredi močnega neurja. Za izkušenega raziskovalca neviht je to jasen znak, da se dogaja nekaj nenavadnega. Niso bili na varnem delu nevihte. Bili so že na poti hitro širjočega se tornada. Potem se je zgodilo nepričakovano. Namesto da bi nadaljeval v smeri, ki so jo pričakovali večina lovcev na nevihte, je tornado nenadoma spremenil svojo smer gibanja. Hkrati se je razširil tudi vrtinec vetra na južnem delu. Dan Robinson, ki je bil pred Twistexom, je takoj opazil nevarnost in se uspel oddaljiti. Vendar pa so po rekonstrukciji Nacionalne meteorološke službe in GPS zapisih vozil med njima je bilo le približno 20 do 30 sekund razmika. Pri običajni vožnji je takšen razmik skoraj nepomembna. Toda tistega dne je to pomenilo razliko med življenjem in smrtjo. Ko je vozilo Twistex peljalo po Reuterjevi cesti blizu radioceste, se je iz glavnega tornada nenadoma odcepil izjemno močan subvrtinec in šel naravnost čez njihovo lokacijo. Po analizi radarja po incidentu naj bi veter na tistem delu tornada dosegel več kot 320 km/h. Ta moč je bila dovolj, da je njihov Chevrolet Cobalt dvignila in ga vrgla več 100 metrov stran. Ko so reševalne ekipe našle vozilo, ga skoraj niso več prepoznali. Tam se je končala misija Tima Samarasa, Paula Samarasa in Carla Younga. Toda njihova leta raziskav in podatki, ki so jih pustili za seboj, se še danes uporabljajo pri meteorologih, da bi bolje razumeli vedenje najnevarnejših tornadov na svetu in pomagali rešiti več življenj v prihodnosti. Tragedija, ki se je zgodila v El Renu, je postala veliko opozorilo za celotno skupnost lovcev na nevihte.
Prvič v zgodovini so znani raziskovalci neviht umrli medtem, ko so neposredno preučevali tornado. Mnogi so se zamislili, če niti Tim Samaras, ki je bil znan po svoji previdnosti in odličnem načrtovanju, ni preživel. To pomeni, da nihče ne sme podcenjevati takšne vrste nevihte in da ni bila samo skupina Twistex skoraj žrtev. Po poročilih po incidentu je še en močan subvortex zadel vozilo ekipe The Weather Channel, ki jo je vodil Mike Betes. Njihov SUV je dvignil veter in ga vrgel več 100 metrov, preden se je končno ustavil na polju. Čudežno je cela skupina preživela, čeprav so utrpeli različne poškodbe. Bil je še en lovec na nevihte, Richard Henderson. Za trenutek se je ustavil, da bi fotografiral tornado in sliko poslal svojemu prijatelju. Le nekaj trenutkov kasneje ga je tornado ujel in tudi on ni preživel. Skupaj je v tornadu v El Renu umrlo 8 ljudi. Vsi so bili v svojih vozilih, ko se je zgodila tragedija. Po nesreči je še eno vprašanje postalo središče razprave med meteorologi. Kako močan je bil pravzaprav tornado v El Renu? V Ameriki se najpogosteje uporablja izboljšana Fujitova lestvica, bolj znana kot EF lestvica. Za merjenje moči tornada ima lestvica 6 stopenj. Začne se z EF-nic, ki povzroča najmanjšo škodo, do EF5. Najvišja stopnja lahko povzroči skoraj popolno uničenje trdnih zgradb. Vendar pa obstaja ena pomembna stvar, ki je veliko ljudi ne ve. EF lestvica neposredno ne meri hitrosti vetra. Njena glavna osnova je škoda, ki jo je tornado povzročil. Naprimer, če je tornado uničil trdne hiše, izruval drevesa in celo odstranil temelje stavb, je lahko njegova ocena višja. Če je bilo prizadetih le malo zgradb, je tudi uradna ocena nižja, ne glede na to, kako močan je bil veter. Tu je bil tornado El Reno nekaj posebnega. Čeprav so mobilni Doppler radarji zabeležili vetrove, ki so dosegli približno 476 do več kot 500 km/h, je večina poti tornada potekala čez polja in odprte prostore. Le nekaj trdnih stavb je bilo neposredno zadetih. Zaradi tega so bile poškodbe na terenu ocenjene le na stopnjo EF3. Sprva je bilo celo razprave, ali bi to morali šteti za EF5 zaradi izjemno visokih hitrosti vetra, ki jih je zabeležil radar. Vendar je Nacionalna meteorološka služba kasneje uradno oceno ohranila pri EF3, saj to določa trenutni standard za uporabo EF lestvice. Niso se vsi strinjali s to odločitvijo. Veliko meteorologov in raziskovalcev tornadov verjame, da danes ni dovolj, da se ocena temelji samo na povzročeni škodi. Za njih, če obstaja sodoben radar, ki lahko izmeri pravo moč vetra, bi to morali vključiti tudi v razvrščanje tornadov. To vprašanje je pomembno, ker inženirji uporabljajo te podatke pri načrtovanju bolnišnic, šol, mostov in druge pomembne infrastrukture. Če je ocena prave moči tornadov napačna, je lahko tudi trdnost stavb zgrajenih za prihodnje nesreče nezadostna. Čeprav uradna ocena El Rena ni bila spremenjena, je ena stvar, ki jo je zagotovo spremenila. Spremenila je način, kako strokovnjaki gledajo na tornade. Po tem incidentu so postali lovci na nevihte bolj previdni pri približevanju širokim klinastim tornadom. Včasih so nekateri deli nevihte veljali za varnejše za približevanje, vendar je El Reno pokazal, da se lahko smer, velikost in gibanje tornada spremenijo v le nekaj minutah. Tema je postalo tudi naraščajoče število lovcev na nevihte na cestah. Ob vsakem velikem tornadu stotine ali včasih celo tisoči ljudi sledijo nevihti, da bi posneli video. Če se vsi zberejo na enem mestu, lahko blokirajo ceste, ki so potrebne za hitro evakuacijo. Na dan El Renoja je veliko prebivalcev hitro zapustilo območje, saj so imeli še vedno svež spomin na uničujoči tornado v moru, ki je udaril nekaj dni prej. Na nekaterih glavnih avtocestah je nastal hud prometni zastoj. Na srečo je tornado El Reno oslabel in izginil, preden je dosegel najbolj zgoščen del prometa. Po mnenju strokovnjakov, če bi tornado dosegel tisti del, ko so bila vozila še vedno nagnetena, bi bilo lahko še več žrtev. Kljub vsem tragedijam je El Reno zelo veliko prispeval na področju meteorologije. Zdaj je bolj jasno, saj znanstveniki razumejo, da obstajajo tornadi, ki se lahko zelo hitro razširijo v samo nekaj minutah. Prav tako bolje razumejo, kako nevaren je večvrtinčni tornado in kako težko je slediti gibanju podvrtincev v njem. Podatki, zbrani z mobilnim radarjem in instrumenti, ki so jih pustile raziskovalne ekipe, se še danes uporabljajo pri proučevanju tornadov in izboljševanju napovedovanja vremena.
Do danes ostaja tornado El Reno nekaj posebnega. Ne le zato, ker je to najširši tornado zabeležen v sodobni zgodovini, ampak tudi zato, ker je pokazal, da obstaja še veliko stvari o naravi, ki jih človek še vedno ne razume popolnoma. Kljub najsodobnejšim radarjem, satelitom in računalniškim modelom lahko narava še vedno preseneti tudi najboljše strokovnjake. In morda je to najpomembnejša lekcija, ki jo je pustil tornado El Reno. Medtem ko še naprej preučujemo vreme in razvijamo naprednejšo tehnologijo, ne smemo nikoli izgubiti spoštovanja do moči narave. Kajti v samo nekaj minutah lahko spremeni vse.